Dober dan v minutah za kulturo. V kulturni redakciji Dela smo se vprašali, ali lahko v Sloveniji sploh govorimo o umetniškem trgu. Zato je z nami v studiu Jelka Šutej-Adamič, ki pripravlja to temo. Jelka, ti si govorila z nekaterimi sogovorniki, lastniki galerij, umetniki, direktorji, poznavalci tega trga. Do kakšnih ugotovitev si prišla? Ti vsi me še čakajo, so pred vrati. Zaenkrat imam nekaj informacij, ki pa so zanimive, no? In seveda predvidljive. To pomeni, da pri nas umetniškega trga pravzaprav ni. Torej, ga ni zdaj? Je slabši, kot je bil pred desetletji? Je bil vedno slab, ne? In še danes je slab, oziroma nekateri pravijo, da ga ni. Problem je v tem, da je umetniški trg segment umetnostnega sistema. In pri nas je pravzaprav problem v tem sistemu, ker ta slabo deluje. V njem so pa, za njega so pa pomembne izobraževanje, od staršev vrtca do šol, umetniška vzgoja, ki mora seveda tudi vključevati znanja o sodobni umetnosti, ne da pridejo samo do groharja ali pa eventualno do modernizma. Se pravi, izobraževanje, delovanje zasebnih galerij, ki morajo nujno imeti mednarodni program, recimo med vodilnimi, mislim, edinimi skoraj da v našem prostoru je to galerija Gregorja Podnarja, ki ima bazo v Berlinu in Ljubljani in ima domača in tuja dela sodobne umetnosti. Potem javne ustanove, ki bi morale imeti eno normalno številko evrov, s katerimi bi lahko odkupila letno določena umetniška dela, ker oni spremljajo sodobno produkcijo. In obstoj kolekcionarjev, teh je nekaj, in se pa eden od mojih sogovornikov boji, da pa te sodobni, novi premožni posamezniki, nekateri jih imenujejo tajkuni, kako že, nimajo posebnega smisla za umetnost. To pomeni, da ni njihova ambicija, da bi kupovali in sistematično zbirali sodobna dela. Se pravi, kaj je rešitev? Je res rešitev o nekih davčnih zakonodaji, davčnih spodbudah? Ne, številni menijo, da ni, mislim, da je to že lepa spodbuda, če imaš ti davčno olajšavo. Nikakor pa ni to ključna spodbuda, ki bi tako ali drugače reševala slabo situacijo. Če te prav razumem, ni tradicije v tem? To, tako. Zelo prav me razumeš in ti lahko zagotavljam, da ni tradicije. Tradicija pa sama, veš, traja desetletja. Sej, konec koncev, naša država nima tradicije. Ampak si odkrila kakšno ime, kakšnega avtorja, ki pa je zelo prodajan, ki je, ali pa neka dela, neko obdobje, za katerega je povpraševanje in so kupci? Ja, največ se izpostavljajo ti moji sogovorniki, seveda dela skupine Irvin, ki je že več let, že skoraj desetletji, 2 desetletji prisotna v mednarodnem prostoru. Pomembno je, da je ta posameznik prisoten v mednarodnem prostoru, ker sicer ni... Ga tudi pri nas ni. Ja. In to so pa skupina Irvin, Marjetica Potrč, Tobias Putrih, Fiškin, tudi Jasmina Cibica, ki jo poznamo, ki je uspešno nastopila na Beneškem bienalu letošnjem, se že zelo odpirajo vrata v tujino. Prav tudi zaradi tega nastopa je pa seveda tudi sodobno dejstvo to, da mora biti likovnik mlad, če želi uspeti, tako imenovan multipraktik. Mora se v eni osebi združevati ustvarjalec in promotor. Kaj pa starejša dela slovenske? Starejša dela, to pa je en od mojih sogovornikov rekel, da je to pa en poseben krog, v katerem se prodajajo, da rečem, groharji in drugi starejši ustvarjalci, ki imajo neko svojo ceno, ampak seveda
izključno v našem prostoru in ne v tujini. In ljubitelji te umetnosti seveda so in imajo ceno in imajo ljubezen do teh starejših avtorjev. Ampak smiselno bi bilo, spodbujati mlade in sodobne, pa prihodnost usmerjene ustvarjalce. Hvala, Jelka. Temo bomo objavili v časopisu Delo v naslednjem tednu.